Nekdo po hišah hodi, ko vsi otroci spe. To mož je z belo brado, Miklavž mu je ime. Ja, ampak saj vem, da smo ga letos snežinke zamudile, Miklavža seveda. Pa želele smo priti pravočasno, ampak se veste, kakšna je bila letošnja zima in kakšna je zelo muhasta, sploh še ni pravzaprav prišla. Pa ne samo to, poglejte, kaj imam tukaj, pisma, ki ste mu jih pisali in mu jih moram predati. Dragi Miklavž, zmeraj in povsod si prijazen pomočnik, ki nikomur ne odrečeš pomoči v stiski. Prepričan sem, da boš pomagal tudi meni, ki pišem to pismo. Rad bi, da bi mi prinesel veliko igrač. Seveda, pa ne zame, ampak za tiste otroke, ki živijo v pomanjkanju, ki nimajo kruha, kaj šele igrač. O, to pa je lepo. Prosim, prosim, prinesi tem otrokom veliko igrač, da bo tudi vsak od njih imel vsaj eno, najljubšo, tako kot jo imam jaz. O, kako lepo. Dragi sveti Miklavž, prosim, če mi prineseš en avto, čarovniški klobuk, dolge gate, mandarine, banane in knjigo. Ja, lepo je to. Dragi sveti Miklavž, prosim, prinesi mi 3 avtomobilčke in en motor in še indijance na konjih in kaseto, volk in 7 kozličkov. O, kakšne želje imate. No, kaj pa tukaj le piše? Tudi tole zna biti zanimivo. Dragi Miklavž, malo pozno pišem, ker še nisem imela časa zaradi šole in vsega. Pišem pa zato, da vprašam, kako si. V takih časih, ko smo zdaj, rabimo čim več lepega vzdušja, tako da tudi malo poskušamo srečiti tiste okrog mene. Pozdravlja pa te tudi moj bratec, ki je ravno kar tule zraven mene. Lep december še naprej, Katarina. O, kako lepo je to napisala Katarina. In vsa ta pisma, kako naj mu jih predam? Oj, kje ga naj najdem? Tega dobrotnika, katerega dobrota in plemenitost je zelo velika. Tako zelo velika, da je vse svoje premoženje dal tistim, ki ga potrebujejo. Ja. Nekoč je celo ustavil vihar na morju. Ja, in njegova dobrota je tako velika, da je odpustil celo parklju za vse njegove grdobije, za vse njegove porednosti. Ampak parkelj, veste, se mora sedaj odkupiti za vse skupaj. Zato je sedaj neke vrste Miklavžev pomočnik. V službi je pri Miklavžu, ja. Čeprav ima Miklavža na sumu, da je vzel parklje v službo samo zato, da ga lahko nadzoruje, tako da bdi nad njim, da ne bi delal spet kakšnih grdobij. Čakaj malo, kaj pa je tole? A slišite? Rožljanje! To pomeni, da je tukaj nekje parkelj. Ampak, če je parkelj, potem pomeni, da je tukaj tudi Miklavž. Snežinke, zamotite parklje, da bom lahko prišla do Miklavža in mu predala ta pisma otrok. Pozdravljeni dobri ljudje, predvsem pa pozdravljeni otroci. Svet Miklavž sem in vsako leto obiskujem pridne otroke. Verjamem,
da so vsi otroci v srcu dobri in pridni. Prav zato jih imam rad in vsako leto se vračam med njih. Že drugo leto zapored se ne moremo srečati tako, kot bi se spodobilo za obisk Miklavža. Ampak v teh časih ni druge možnosti. Obiskoval vas bom vse po vrsti tudi na domu, zato bodite še naprej pridni in poslušajte starše. Vodite tudi vi svoje starše in naj včasih pridejo tudi v cerkev. Dan danes je težko. Težko je v teh težkih časih. Virus nam diktira življenje, ne moremo se družiti, kot bi se lahko. Že drugo leto zapored ne pridem med vas, tako kot bi se spodobilo, tako kot si želim v svojem srcu. Obiskovati otroke, jih obdariti in jim zaželeti vse dobro, ampak ne gre. Ne gre, sami vidite, da ne gre in upam samo, da bo drugo leto boljše. V decembru sem prvi od dobrih mož, ki obiskujejo otroke. Prvi sem Svet Miklavž, potem je Božiček in na koncu tudi Dedek Mraz. In vsi trije smo se dogovorili, da bomo letos za otroke pripravili pošto. Na glavnem trgu v Slovenski Bistrici v novoletni poštni nabiralnik. Poštni nabiralnik, v katerega boste lahko otroci, starši, dedki in babice, vsi dobri ljudje oddali pošto z dobrimi željami. Z dobrimi željami vsem svojim sorodnikom, prav tako pa tudi vsem nam dobrim možem. Želimo si, da bi bila ta pisma napisana na roko, kot v starih časih. S tem boste vložili ta pisma svoj trud in svojo ljubezen. In sigurno se bo ti želje izpolnile. Na koncu, dragi moji otroci, bi vam zaželel samo to, da bodite pridni in predvsem, da se čuvate. Važno je v teh časih, da ostanemo zdravi. Da ostanemo zdravi in da bomo zrasli v lepe, odrasle ljudi. Zato vam polagam na srce. Bodimo strpni, bodimo zdravi in lepo se imejmo. Tako pa mi je uspelo in vaša pisma sem lahko predala Miklavžu. Sedaj pa čim prej škorence na okenske police, da bo lahko danes po noči Miklavž vanje nasul kakšnega sadja, recimo mandarine, jabolka, pa orehe, pa zagotovo se bo tudi kakšno pecivo ali pa kakšna čokolada našla vmes. In morda pa tudi kakšna šiba, pa nič za to. To ste lahko celo veseli, če jo najdete vmes. Veste, šiba tudi prinaša življenjsko moč. Seveda, Miklavževa šiba. In zato so Miklavževe šibe včasih tudi pozlačene. Tako da je to kar zanimiv dar, ki vam ga lahko pokloni tudi Miklavž oziroma prinese parker. Tako, sedaj pa čim prej spat. Saj veste, Miklavž hodi danes naokoli. Pa ne samo Miklavž.